Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, delovega podcasta oziroma podcasta delove športne redakcije. Danes z mano Gorazd Nejedli in Siniša Uroševič, člana nogometne sekcije športne redakcije in pa seveda v ospredju bo dogajanje v državnem prvenstvu. Glavna tekma kola je bila včerajšnji derbi Kopra in Olimpije, znova z 6 zadetki na Bonifiki in pa znova z kar nekaj napakam, tudi nekaj lepimi potezami. Gorazd je pa nekako, se ne morem znebiti občutka, da je Olimpiji zdaj uspelo to, kar je Mariboru proti Olimpiji. No, tako ni ravno tako, ampak Olimpija je bila konkretna. To je z prve resne akcije zabila gol, kaznovala pač napake Kopra, potem šlo pa vse lahko. Kar se nje tiče. Koprčani so pa v nekem že znanem ritmu, dobro začnejo ali pa kažejo dober obraz, ne sam tekmo nasploh, ali sezona ali karkoli, potem se pa nekje ustavi. Tako da Olimpijo pa malo podcenjujejo vsi. Vsi jo gledajo čez poraze, kadar so, ampak noben pa z njo glih ne upa igrati. Če upa, kakor je Koper upal igrati, bo hitro dobil porcijo svojo. Ne? In zdaj pa potem ne govorijo, včeraj naprimer na Bonifiki vse, ta Koper, to nič ne more, to je trener, to ni res, ne? Pač Olimpija je najmočnejša. In zdaj, če Olimpijo podcenjuješ in če so igrišča kolikor toliko ustrezna, v Sloveniji ni ekipe, ki je boljša od Olimpije. Morda je Celje enakovreden, samo Celje ima že 2-3 mesece nima problemov z Evropo. In pa če pridno izkoristil to, ima tudi kvaliteto v igralcih in če imaš ti kvaliteto v igralcih v slovenski ligi, govorim v kvaliteto prinašanja lovorik. In Celje ima 3-4 igralce, ki so že vajeni zmagovati v Sloveniji, osvajati šampion. Koprčani nimajo na primer nobenega, nimajo na tej ravni, nimajo niti Olimpija trenutno, ne? Čeprav je bila lanski let prvak, ampak pri teh tujcih nikoli ne veš, ne? To ne moreš enakovredno primerjati z našimi igralci. Ne? V Celje ima na primer slovenske igralce, ki so bili šampioni in to se kar dobro pozna v tekmah. Ne? Ja, tako, ker je pa še vedno, Siniša, mogoče govorili smo večkrat o tem, da Olimpija tudi ni bila konkretna, ko je imela priložnosti, zdaj pa že Gorazd omenil, tokrat je res bila konkretna. 3 goli na začetku tekme, tako kot se je na drugi strani zgodilo proti Mariboru, v smislu, da je iz 3 strelov pridobila 3 gole. Tako da, ko tako začneš tekmo, je potem vse drugače. Ne? Taktično veliko lažje izpeljati. Olimpija ima res nenavadno burno sezono, ona ni navajena tega, kar se je vse v tej jeseni dogajalo. Bile so tudi določene spremembe, podhod Sešljarja, ki je bil nekako v tej viziji Olimpije, da teh domačih asov, pa poškodba Vidovška, ki ga je Pinto, kolikor vidim, solidno zamenjal. In potem ta ritem teh tekem, ta tudi, dobro, ni bilo 3, do zdaj 2 potovanji v skupinskem delu, ampak je treba še to poletje, ko je bilo res pisano veliko teh pred krogov in ona je ne glede na to, da ima verjetno najširši kader takih konkurenčnih igralcev, je se znašla v eni novi situaciji za njo in ni naključno, da klubi, ki igrajo prvič te evropske tekme, potem čez 2 ali pa 3 ali pa 4 leta že lažje igrajo in že več točk nabirajo. To je bilo tudi nekoč z Mariborom. In tako da ona je, kot Gorazd prav, ima najbolj kakovosten, najširši kader kakovostnih igralcev, ni pa nujno, glede na to, kaj vse doživela v teh zadnjih mesecih, da bo iz tekme v tekmo blestela, ampak drži, to raven zdaj ni čisto mirna, seveda bi bila bolj mirna, če bi dobila derbi v Mariboru, ampak je se s tem Koprom zdaj kar vrnila. Ja, ker Gorazd Siniša je že omenil derbi v Mariboru, pa potem tudi remis z Bravom, nekako je bila ta tekma tudi skoraj tekma za biti ali ne biti, da ostaneš vsaj blizu Celju, ki je zdaj na 10 točkah. Ja, no, je malo problema. Olimpija, če bo zaostajala 10 točk, naprimer, da v sredo Celje zmaga, mislim, da ne bo ujela spomladi.
To pomeni, 2 medsebojne sreče ne more dobiti. Pa še zmeraj 4 točke za 3, na primer, da bo bolj šel v medsebojnih tekmah. Celje, kakršno je, pa mislim, da ne more kar zaprav 10 točk prednosti, kljub vsemu ni naivna ekipa, ima igralce in tudi napovedi, kakršne prihajajo, se bo še ukrepilo Celje. Za Olimpijo je pa drug problem, preveč igralcev ima. Ja. In to je tudi priznal direktor Igor Barišić, da bo treba pozim kar počistiti ekipo. Drugo pa je, treba bo pa sigurno še pripeljati 1 do 2. Zdaj, kako jim bo to uspel, ne vem, na kakšen način, kakšne so pogodbe igralcev, kako to zmanjšati, količino igralcev, ne vem, ampak dejstvo je, njih tudi širina malo ustavlja v tem razvoju, predvsem trenerja. Ja. Trener je, ne nazadnje, mislim, kar je zanimivo, Riera je postavil neka pravila. Se pravi, 18 igralcev je polna kapa, 3, 4, 5 domačih fantov, ki v zadju čakajo na priložnost od poškodba, zasičenosti določenega dela igralcev, oziroma takrat, ko si že na varnem, jim daješ možnost. Zdaj pa Zeljković ima pa 25 igralcev, plus še 5-6 mladih. In to ni dobro za ekipo. Za njega pa sploh ne. Ja, tako tudi nemir vnaša in vse. Je pa, Gorazd, prej si začel s tem, da če bo Celje zmagal sredino tekmo, pa morda bo to tudi tega zadnjega tedna jesenskega dela najbolj pomembni, pa hkrati tudi najbolj nenavadnih tekem v 60 minutah. Je pa tako, tale liga je tako nepredvidljiva. Iz tedna v teden lahko modrujemo, govorimo, kdo je favorit, kdo ni, pa kako je po tej tekmi pokazal, da je favorit. Vse naslednji teden, vse napovedi se razblinijo. Mislim, ne moreš napovedati. In tudi za tole nisem čezihar, da lahko Koprčani izgubijo. Kar bi mogli po vsej logiki, Ampak nikoli ne veš, 60 minut, se pravi, je že 30 manj, 30 so jih že zdržali, 60 minut, zakaj ne, malo igrišče slabš, malo mogoče prvič po zadnjih tekmah, da bojo obrambo celo dobro igrali, brez napak, nikoli ne veš. Določeno kvaliteto imajo tudi veliko smole, pod Hadžićem mogoče celo preveč odprti igrajo ali pa preveč odprto postavitev imajo, kot da bi igrali preveč odprti. In to, da sprotniki lahko kaznujejo. Tako da ne bi si upal trditi, da je Celje izrazit favorit, vse se lahko enkrat ustavi. Tako kot bo pač enkrat konc krize pri Koprčanih, bo tudi mogoče predvsem enkrat začetek krize. Tako da ni spet take razlike v kvaliteti igralcev. Tako da bi rekel, da nekdo to kot stopa, da bo vsako tekmo zmagal. Ker je pa tudi, še mogoče zanimivo v temu izenačenosti, recimo, da sredine lestvice, tudi z Bravom, ki je zdaj za en dan skočil na 4. mesto, Bravo v tako kvalitetno kot letos igra, lahko na dober dan vzame vsakmo točko in kroira splet prvenstva, pa čeprav verjetno ne bo končal med najboljšimi. Lahko vsaj ga premaga. Tako, eno ali več njih. Ta Aleš Arnold pri Bravo je zdaj res ima eno tako ekipo, ker so pa ti igralci že nekaj predstavili v tem slovenskem. In ta Kerin in Poplatnik. In to so že igralci, ki so že dali precej skozi slovenskem nogometu in predvsem je pa jaz mislim, da so oni res neobremenjeni. Da oni nimajo zgodovinskega rejtinga Olimpije ali pa Maribora, nimajo pritiska vložka, kot ga ima Celje, kot ga ima delno Koper s svojimi ambicijami. In oni res igrajo kot čist neobremenjenim, z obenim ne hodijo v pakt, z obenim niso skregani, in me ne preseneča, da oni lepo igrajo in lepo nabirajo točke. Ja, sproščeno se je v tej ligi kar pomembno. Ja. To se vidi. Rogaška, ki vsako tekmo mora igrati za življenje in smrt, ima rezultat, ampak ker ne zna tega tudi zaradi sproščenosti unovčiti, pa lahko pa Bravo to naredi. Kljub temu, da je slabši dan, pa zaostaja, ampak se nima kje izgubiti. Rogaška pa lahko vsako tekmo izgublja zaradi tega pritiska, ker si ga tudi sami sebi dajo. In je šlo že ne vem koliko točki. So tudi mogoče en največjih usmoljencev v Slatinčanu. Ker ne igrajo tako slabo, kot se ustvarjajo si priložnosti. Konkurenčni so. In pač
manjka jim ščepet sreče, ne, tudi na kakšni tekmi. Ne. To se pozna. No. Pa mislite, da lahko Bravo v tem ritmu zdrži do konca sezone ali bo slejko prej mogel nek popravek? Ja, ne popravka oni ne rabijo. Mislim, zdaj vprašanje, kaj bojo zadržali po zim. Drugo pa je, ko pravimo sproščenost. Ne. Ja, ko bo pa enkrat zadišal, da pa lahko kaj naredijo, bomo pa potem videli, koliko lahko ti igralci prenesejo ta breme pritiska. No, vse tako, ker konc koncev za te prve 3 mesta, ki pilejo v Evropo, je 5 ekip vsaj, nekaj se bori. In hkrati tudi, ne vem, Bravo, tako kot je Goraz rekel, izenačena liga je, vsi, ki se bodo borili za obstanek, bo tudi spodaj Bogneča in bo verjetno zelo napet spomladanski del prvenstva. Saj kaže se tako, da še popravk. 3 so ziher, ampak se mi zdi, da bo spet letos tudi četvrti, ker bo eden od prvakov, mislim, iz vodilne trojke bo tudi v pokalu. Ja, tako. No, bomo videli. Rajš bi videli, da malo dobimo na zanimivost, ampak se mi zdi, da je tukaj kar velika razlika. 4, 5, pa je pa ostalo. Ne. Tako, pa je pa ostalo. Pa tudi za spodaj, pa, kot smo že rekli, tudi Rogaška ne odstopa v negativno smer toliko, da bi lahko rekli že zdaj, da je po polovici prvenstva dobro odpisano. Ja, tudi za njo je v sredo tekma sezone. Če jo ne dobi, ali mogoče točka še niti ne bo toliko, ampak poraz pa definitivno lahko, ker pripravljajo se za drugo ligo in mogoče v naslednjem poskusu probajo prvo ligaško izkušnjo ujeti tako, kot se šika, ne? Ker oni so šli malo nepripravljeni, ni samo dovolj igrišča, vse ostalo je. Ustroj kluba in glava. Ja, tudi ta težava štadiona vam je res. Kar nekaj tekem niso mogli igrati doma in preda so oni zares zalaufa. Ja, so bili že v deficitu. Ja, res. Pa Siniša, ko smo govorili prej o ekipah, ki lahko igrajo sproščeno, če se zdaj navežemo na dogajanje, ko bo prihaja med tednom, Olimpija zaključuje tekme v Evropi, tudi Olimpija lahko v Bratislavah Slovanu odide povsem sproščeno, ne nazadnje. Niso v vlogi favorita, Slovani v vlogi favorita, nimajo več niti kaj za izgubiti, lahko pa pridobijo vsaj na renomeju. Sigurno, ona bo igrala v Bratislavi na enem zelo sodobnem štadionu, če lahko temu rečemo, v tem pozno jesenskem obdobju v spodobnih razmerah. In to je predzadnja Slovanova tekma doma v sezoni, zadnja seveda v Evropi. In odpravlja se, kolikor vem, tudi, ne glede na to, da Olimpija zapravlja vse možnosti za napredovanje v konferenčni ligi, odpravlja se tudi njene privržence v Bratislavo, ki je dejansko teh 3 v skupini najbliže in najbolj in časovno in cenovno udobno potovanje. Ta moment je v Bratislavi lepo, tam so te tudi znameniti vijanočne trhi oziroma božične tržnice, ti adventne stojence. In Olimpija tukaj nima takega tekmovalnega cilja, kot ga ima na vsaki tekmi v domačem prvenstvu, ampak spet glede na to širino kadra, o kateri smo prej govorili, lahko oni postavijo na zelo spodobno ekipo, da je pa Slovan v dobri tekmovalni formi, pa je, on je včeraj dosegel najvišjo zmago v sezoni. Zelo en pozitiven moment imel trenutno v Bratislavi trener Vlado Vajs, ki je znan po tem, da ni nikoli povsem zadovoljen, včeraj bil navdušen, igralcem je rekel v polčasu pri vodstvu 4-0, če obdržite svojo mrežo nedotaknjeno, gremo vsi na moj račun na večerjo in sem imel motiv in so zmagali 6-0 na gostovanju. Tako da oni so majčkali v enem naletu in euforiji. Ampak Olimpija pa res lahko igra neobremenjeno to tekmo. Goraz, kaj pa ti pričakuješ? Tudi Olimpija je lahko močno motivirana. Bo direktor rekel, če zmagate, bomo malo podelili 500,000 evrov, pa se z lahkoto bojo zmenili, pa krvavili za zeleno-beli dres. Tako da ja, nimajo kaj izgubiti, lepo pridejo odigrati, mogoče že malo, ne vem, pravzaprav res je zanimivo vedeti, kaj je
interes te tekme za Olimpijo. Zaslužiti morda, ali se bolj usmeriti na zadnjo kolo v slovenski ligi, kjer si pač ne smejo prvoščiti spodrslaja. In tako da bo Zeljković že vedel, kako. Ne. Ma ekipo, ima dobro, smo videli v Kopru, da Sualehe je kar eden teh ključnih igralcev za stil igre, ki ga igra Olimpija. Ker absolutno ofenziven napad. Od 3 golov sta bila 2 gola njegova. Po levem krilu je bil neustavljiv tudi celo tekmo. Zdaj po desni strani praktično ne igrajo. Tako da, in to je, bomo videli. No. Možno je vse. Ne. Razlika se mi zdi pa vendarle je, moramo priznati, je Slovan Majčan naprej, prej v prednosti. Ne pomeni pa, da ne more Olimpija presenetiti. Tako, pa če mogoče še ni ta tekma, Olimpijo še čaka, ampak če potegnemo nek rezime, neko črto pod to krstno sezono Olimpije v Evropi, kakšen vtis se vam zdi, da je pustila? Zadovoljiv ali bi lahko iztržili več? Ja, jaz mislim, da lahko iztržili več, ampak je povezan z vsem to stanjem nogometa, ali v Ljubljani, ali v klubu, ali nasplošno. Če ni enega reda v državi, v družbi, težko pričakovati, da bo pa na drugih civilnih sferah, da bo v drugih civilnih sferah, ki je boljše. In pač Olimpija je en tak odraz stanja družbene. Nekaj ima, pa nima, pa priložnost, da nekaj naredi, pa ne naredi. In to se je pač njej dogajalo celo sezono. Vrhunco temperali, približno dober, kar zelo dober. 2 tekmi so mogli biti v popolni formi. V primerjavi s tekmici so bili, potem je šlo pa točno to, kar je odraz stanja. Se pravi, kluba, vključno z igriščem in razumevanjem, kaj naj bi sploh bil nogomet in kako naj bi funkcionirali, zakaj sploh je nogomet pomembno del družbe. Tega pač pri nas ni in to je normalna posledica vsega tega. Kaosa delnega, ni rednega kaosa, da to traja od 1. do 12 mesecev, ampak se pojavlja v valovih, se pravi, kot nekakšna družba Slovenija. No. Mal je, mal ni, pa mal reda ni, pa kot cel Balkan, za tega se pa ločimo. Mal manj nereda ali pa mal več reda. Ja, ni nered vseh 12 mesecev, ampak samo 4. Naprimer, tako. Siniša, bi se strinjal z oceno? Ja, jaz mislim, da je na koncu čisto realna podoba. Zdaj, če bi bil čisto rezultatsko, verjetno s tistim klaksvikom bi lahko malo drugače bilo. Lil pa Slovan sta razred više, tudi Lil prihaja iz res močne lige, Slovan je pa kultni klub z zgodovino, z lovorikami, večja kontinuiteta kot v Ljubljani, večja pripadnost mesta, navijačev. S tem, da Olimpija je imela dobro poletje, zanimivo poletje, takrat se je tudi nekako zbudila to navijaško občinstvo, ki pa potem je zginilo, ni ga več bilo jeseni, v veliko manjši meri, res pa je pa takšna reprezentanca na gori in se je takrat pa preusmerila pozornost državni reprezentanci, kar je tudi seveda super, tako da za Olimpijo po moje res pomemben, če hoče to vzdrževati, da vsaj ponavlja te letošnje dosežke oziroma jih nadgrajuje, da po letu skače z ene ovire prek druge, da so vrsti v jesenski del tekmovanj evropskih, pa odvisno od raznih faktorjev, ampak pripadnost, meni se zdi, da je pripadnost mesta. Jaz vedno gledam že potem, da še vedno ni fanshopa v centru mesta, da prideš na železniško postajo ali pa na letališče Brniško, pa ne moreš ničesar kupiti, videti nekaj zelenega. In tle ogromen rezerv, ampak ni pa Olimpija izjema. Že druge športne Olimpije, pa tudi druge klube v Sloveniji. Drži. Ta temelj načeloma, prvi korak, recimo, da Olimpija naredila, zdaj, če bi drugo leto uspela graditi na njem, bo verjetno tudi nekoliko lažje. Pa če se zdaj usmerimo mogoče še na tuja nogometna prvenstva, še en res zanimiv vikend je bil v Angliji, se nam obeta ena tako zanimiva sezona, kot že
vsaj 7 let, odkar Pep Guardiola s Cityjem recimo drži nek primat, ni bilo, ker smo do zdaj spremljali največkrat dvoboj, recimo ekipa ali pa City močno odskočil. Trenutno imamo 4 ekipe, ki so v 5 točkah in City je 4. Tako da na vrhu Liverpool, Aston Villa, presenečenje prvenstva. V čem vidita, je mogoče se Cityju pozna kakšen poletni odhod, pa manjko Kevina De Bruyne, da je City mogoče pol stopničke slabši ali je konkurenca postala boljša? Ne, mislim, da City po mojem ni slabši, se pač šele prvi del sezone, ne. On tekmuje v jesen, on tekmuje spomladi, ne. In to Guardiola ve. Vmes pa malo napetosti pa tega. Je pa to tako, ne, tudi je malo zasičen, malo že vse osvojil, ne, je logično, ne. Je pa to prvenstvo klasično za, kako bi rekel, ali pa edinstveno, ne, je kar edinstveno, ne. Če ti dobiš 200 milijonov, ima zmer možnost sestaviti dobro ekipo, ne. Ni nujno, da so sami zvezdniki, ampak za 200 milijonov ti pa tudi tam rata tudi enih 5 bodočih zvezdnikov kupiti, ker noben ni videl, ne. In pač Aston Villa je zdaj prišla noter v ta, kako bi rekel, v ta prostor, kjer je absolutno najboljši, rahlo zasičen oziroma že bolj tempera formo na drugo. Liverpool se je malo obnovil, ne, je kar Klopp naredil obnovo dobro, ne, če pogledamo, kdo noter je 5-6 igralcev, ki jih let pa pol nazaj noben je vedel, kje sploh so, ne. Tukaj je še Arsenal, ki se nenehoma dviguje, ne. Ostalo je pa, se pravi, je pa odvisen od sreče, kam so dali 200 milijonov, kolikor jih dobijo, ne, pa še mogoče kakšen 100 dodak, nori lastnik, ali pa si že na 300 milijonov. S 300 milijonov pa ti lahko, mislim, da pa lahko sestaviš, ne. S 300 milijonov v Sloveniji državo režeš, tam pa klub pripeleš v Ligo prvakov, ne. Ja, in je tudi se pozna z dobro strategijo kupovanja, konec koncev, če pogledamo samo Musa Diabija, on je bil lani v Leverkusenu super igralec, Aston Villa letos v prvi tretjini sezone eden najboljših igralcev v Premier Ligi, ki bi ga lahko kupil tudi kdo od velikanov, ampak ga je Aston Villa poskavtala, če tako rečemo. Zelo zanimivo prvenstvo, recimo res, pa Tottenham, pa Chelsea, pa Newcastle in s temi njihovimi izjemnimi navijači in seveda še bolj izjemnim vložkom. In je to prvenstvo res, mislim, angleško, dobro, to druga po Evropi, ampak res ponuja. In potem te pride Brentford, je pa taki, ker se spotakne tudi največji in res ponuja nepredvidljivost, visoko raven igre, motivacijo, velike denarne vložke. Ob tem so pa seveda ti klubi, vključno s Cityjem, zelo ambiciozni v Evropi. In pa je pa še to treba, pa prej sem menil, da Brune, ja, ne men, motor tam in ne glede na to, da ni nobenega kakovosti 20 igralcev Manchester Cityja, se mora tak igralec tudi poznati. Ja, absolutno. Pa če smo omenjali, da je imel City prevlado v minulih sezonah, no Bayern je imel mogoče še bolj občutno prevlado, pa smo videli ta konec tedna, da tudi Bayern še zdaleč ni nepremagljiv, 5-1 proti Eintrachtu. Tudi bi so Angliji še omenil, ne, trenerja, ne, Una Emeryja, ne, ki je nekako nedodelan list, ne, vedno nekaj pokaže, da ima več kot drugi, ko dobi priložnost, jo je pa zapravil, ne, ampak z Aston Villom lahko naredi spet, ker je glih nekje klub ravni idealen zanj, ne. Ja, kot je bilo nekoč Sevilla, tako in lahko on in očitno ima, ne, vidi se, da v Angliji žanje uspehe latinski trenerji in predvsem španski, ne, Arteta, Guardiola, Una Emery, vsi so, no, Guardiola ni Bask. Ne, Arteta, no ja, pa še Xabi Alonso kot Bask, v Nemčiji. Ne, pač to je tak, da imajo to trenersko šolo, predvsem jim je uspelo uveljaviti svoje razmišljanje, svoj slog. Že to je dobro. Ponovadi se lahko tudi trenerji prilagajajo značilnostim tiste lige, kamor prihajajo, ne. Tukaj so pa oni mogoče celo bolj uveljavili svoj slog in svoje razmišljanje, pa ligo prilagodili oziroma značilnosti lige v ta slog, ne. Niso se oni prilagajali, ampak se je bolj liga, ne. Ampak to je tudi posledica, rečemo, Guardiole, vpliva njegovega, ne, ki je res nek inovator v vsem, ne, in pač gre bik čez svojo, za uveljavitev svojih idej in to je samo dobro za angleški nogomet, ne. In na koncu je pa merljiv samo, ko se sedejo s predstavniki televizij, za koliko bomo izdelek prodali, ponujamo to in na koncu ni več problem
kaj ponuja, ampak koliko oni dajo. Ne. Normalno. In Niti ni problem, koliko dajo, ampak kje je sploh ta meja. Ne. ja, se smo videli. Je pa nevarnost te meje za druge države, ne, ker to je res odstopanje. Ja, mislim, da je druga angleška liga v povprečju bogatejša od prve italijanske. Se že dobijo po 100 milijonov v drugi ligi. Ne? Tako in se že v bistvu prva italijanska, razen 2-3 največjih klubov, ne more kosati z kupno močjo angleškega drugo ligaša, kar pa je, tako kot se rekel, goraz nevarno, nevarno, ne vem, vse se bo prilagodil tudi temu, ne, ampak je pa škoda, ker veliko vidim igralci, ne, kot so prav Siniša, Brentford, pa Brighton, pa se to niso, ko pogledaš ekipo, se to je vse po 100-200 milijonov igralski kader vreden. Ne vemo, kdo je, ampak tisti igralec, ki prije z Portugalske, iz boljšega kluba, iz Benfike ali Sportinga, je pač vreden 20-30 že v osnovi, ne? Če pa ekstra klasa je pa čez 50 čez, ne? Ampak gre za to, da oni tudi povprečno kvaliteto jemljajo, ampak se res pa je, da ta povprečna kvaliteta ima neko izobrazbo, nogometno izobrazbo, zna igrati, tukaj pa mi rečemo, male države ne pridejo zraven, ker ne more niti narediti igralca izbrusati za nič drugega, kakor za drobišno. Ja. In upa, da boš na vsake toliko časa talenta dobil, ki bo čisto izstopil iz tega tvojega procesa proizvodnje ali pa karkoli, ampak enostavno se bo pojavil, ne, in bo vreden več kot ostali. Pa bomo rekli, da smo koliko smo srečni, naredili smo, nismo mi nič naredili. Tukaj je Šeško. Zgodil se. Šeško je zrastel 95, kar je za nogometaša nenormalno, ne, se pravi, kaj smo mi naredili. Mati narava mu darila, pa da ima še koordinacijo, ne. In hvala Bogu je šel prej ven. Ne, pa še v Salzburgu, ki je pa res fantastična. Je pa res, da pa še nič ni pa še zbrušen, pa penaliziran, to bomo pa še videli. No, pa če se... Da smo zmali zgrešili. No, še to je edin pravilno. No, pa Šeško je dobro izhodišče za Bundesligo. Tudi v Bundesligi, če smo govorili, da v Angliji zdaj top 4 premagujejo en drugega. V Bundesligi gledamo enako. Leipzig je premagal Dortmund, Stuttgart bi skoraj mogel premagati Leverkusen, ker so bili res dobri, ampak dobro tudi. Leverkusen sploh še ni izgubil. Leverkusen sploh še ni izgubil. Bayern zgubi proti Eintrachtu. Leverkusen vodi, tako da je zelo zanimivo prvenstvo. Ja. Po dolgem času je to super za Bundesligo. Za Bundesligo. Kot bi rekli, igrajo Nemci, ne, na koncu, ne, tako bo tudi v Bundesligi, ne. Zelo verjetno. Bayern pa pač. Zelo verjetno. Je pa še vedno bolj gledati tako prvenstvo. Tako pa Bayern, tudi če ne bo nič narobe. Ne, spred njih sploh. Najbrž res ne. Je pa zanimivo bo pa videti to moč, predvsem Leverkusena, če se obdrži do konca, pa pride naslednje leto v Ligo prvakov, kaj, pa če bi mogoče Čabi obstal, kar je manj verjetno, kam se zdaj, mislim, ker vidimo na koncu tudi v Ligi prvakov, če se zdaj navežemo za naprej, Dortmund v skupini smrti vodi, tako da nemški klubi so konkurenčni tudi na evropskim zelenicah. Bayern se je že tradicionalno zelo hitro zagotovil, izločilen del, zdaj kako bo deloval pomlad, bomo videli. Pri Bayernu je del problem, trenutno je velik problem obrambe. Meni se zdi, da že od odhoda Alaba še kasneje se videlo, koliko je bil to pomemben igralec za obrambo, koliko on je avtoritete. On je prišel iz druge države, iz drugega mesta, ampak on je tam od 15. leta, on je rastel gor Schweinsteigerem, z Riberijem, z Robnom. In to so bile vse res osebnosti. No? In na igrišču in izven igrišča. In potem se je začel podirati s temi enimi odhodi. Vedno so potem tudi ta malo bil kaos, ker me ne predstavljal za Bayernu kot teh trenerjev. Pa Flick, pa Nagelsmann, pa ta Tuchel, zdaj so se čisto očitno na nemško stroko usmerjali. Ampak mi to zelo redko v tej sezoni Bayern še damo na stran izjemen učinek Harryja Kanea. Je imel tiste zanesljive predstave, kot recimo v preteklosti. In je seveda pa kapo dol, še prej Stuttgartu kot Leverkusenu, ker ima vendarle slabšo ekipo na papirju, da pa je Dortmund stalno motiviran in da je zrastel v velik klub, se to že nekaj časa, to je pa čisto jasno. Ja, drži, jaz bi se s Sinišo kar strinjal, da tudi v obrambi, pa tudi v
defenzivnem delu zvezdne vrste v Bayernu se pozna, konec koncev. Oni so zastonj na zadnji dan prestopnega roka želeli Palinje iz Fulama, pa je padel v voda prestop, kakorkoli že pač je. In se pozna, tako da morda bo tudi tukaj po zimi bavarsko vodstvo kaj še ukrenilo. No pa za konec nedelje smo pa spremljali še en zelo zanimiv razplet v španskem prvenstvu. Girona nadaljuje to neko jesensko pravljico, da pa premaga še na Olimpiku Barcelono v katalonskem derbiju, to je bil pa nek kronski dragulj tega zanimivega prvega dela sezone. Ne? So na prvem mestu španskega prvenstva po 16 tekmah. Če priznam, da nisem spremljal to, kako Girona igra, vidim pa, da je, se pravi, zbroščena je bila, to je osnova, da so sproščeni, ratali mi pa z Ukrajinci. Ja, res je. To je sam, kdor fuzbalsko, če gledaš, ni ne ključe. Ne. Ukrajinci so vse v teh evropskih razmerah vsaj nekje na ravni Hrvaške v proizvodnji kvalitetnih igralcev. Ne. In zdaj, glede na to, da pač ne morejo igrati v domovini, ne, ali pa da ima Šahtar en drugo politiko in tisk zna ta pravga odkriti ali pa ga uveljaviti v novem okolju, lahko od ukrajinskih nogometašev veliko dobi. Ne. In zdaj imajo pač najboljšega strelca, imajo Cigankova, ki je asistent. Mislim, pač očitno je, pa tudi v Španiji, ne, saj v Španiji podobno nihanja so, ne. 2-3 so, ne, pa zmeraj eden pride, ne. Zdaj kriza Sevilla, pa Valencia že del časa, ne. Sociedad je že to izkoristil, ne. Atletik Bilbao sem mislil, da bo, pa ne more, ker ima pač to svojo politiko, ne. On bi lahko ta svoj rezultatski preskok na vzgor, če bi malo popustil v tej svoji kako bi rekel, identiteti. Nacionalistični drži. Zdaj pač se pa navajajo pol Girona, lansko leto je zbrala 49 ali 48 točk v celem prvenstvu, letos ima pa 41. Ne. Že po 16 tekem. Največ zmag od vseh klubov v Lige 5, ne, imajo 13 zmag, še nihče ni zmagal 13 zmag. Res, da imajo eni tekmo kolo manj, ampak mislim, da tudi ne morejo več kot prehiteti. Prehiteti, ne. Se pravi, nekaj je, ne, nekaj očitno je, ta trener kako žim. No, ampak se je pa tudi Mičel, sam ne Mičel Realov, ampak je neki ratal, ne. Ja, in imajo tudi igrajo tak zanimiv, direkten nogomet, oni, ki grejo v napad, grejo hitro v napad. Čavi, ne, od Barcelone trener rekel, da trenutno igrajo najboljši nogomet, kar jih je videl do zdaj. Ja, včeraj so šli z obrambe v napad čez Barcelono na sredino, kot da je ni, in res, pa ne samo včeraj, že na več tekmah, direktno, učinkovito v napadu. Poklopil se jim je pa tudi malo z, ne vem, Kristjanom Stojanjem, ki pri 37 letih zdaj spet daje gole, pa je bil že večkrat odpisan, pa tako, in neki mladi zanimivi igralci, Miguel je dal čudovit gol včeraj. Tako da zelo zanimiva zgodba in tudi verjetno ne bomo vedeli, če bo ostalo v igri za naslov, ampak za Ligo prvakov pa po taki polovici skoraj zagotovo. Da so, kjer so, je kvaliteta, ali pa nam rekel kvaliteta, seveda tudi kvaliteta igre. Se pravi, oni niso špekulirali, oni nogomet igrajo. Ne? Na naših prostorih velja, ne, če ti slab ne igrati. Ne? Ja. Ne? Oni pa se niso vedeli, oni so ustrajali pri igri, ne? In oni igrajo zdaj. In oni pridejo mirno v Barcelono, pa igrajo nogomet z Barcelono. Ne igrajo tekmovanje nabijanja žoge. Niso ustrajali. Pa v tem, kako jih boš onemogočil, ne pa kako se bo en drugega. Hočem ta primer, ampak seveda mi ne moramo kopirati Špancev. Ne. Španci so sicer s tem prišli daleč, so bili svetovni prvaki, zdaj so trenutno verjetno tudi največji izvozniki igralcev v Evropi, poleg Francozov, ne. Ampak to je zaradi tega načina in te ideje, ne, da je treba v fuzbol igrati, ne pa onemogočati fuzbol. Tako, res je. Pa mogoče, če za konec pogledamo, smo še o dogajanju v Ligi prvakov, kaj nas čaka. Omenili smo že skupino smrti. Dortmund edini, ki je že v osmini finala, PSG, Newcastle, Milan, so pa vsi trije glede na razplet. Newcastle in Milan upata na to, da bo Dortmund proti PSG igral na polno. Ne. To je bolj kot računica. Mislim, da pa tudi bo. Ne. Mislim, da je njihov karakter tega kluba tak, da oni pa res ne znajo se nazaj postaviti, pa igrajo doma. Tako, doma igrajo proti PSG. Torej,
sicer ne 81.000, kar jih je majčkeno manj na evropskih tekmah, ne vem, 67, ampak ne, tam so oni res vedno agresivni, vedno napadalni in vedno živijo za to in tako da Pariz jim je pa samo velik motiv, mislim, Pa vedno so sam sebi nevarni tudi. Ne? Ja. Ja, Tako kot so bili pred Leipzigom. ja, v Leipzigu pa ni to edina tekma. Ne, zagotovo ne. Ja. Ampak on je kalkuliral na boja, no, zdaj kako se bo razpletel. Ja, bo pa tudi PSG pod pritiskom, ker Ja. zdaj pa pač rabijo zmago, druge ni. Ne. Glede na to, da Borussia dela rezultate, ustvarja igralce, zato da tudi prodaja, ne, bojo igrali sproščeno, pa mogoče glih Francozom predstavili novega asa, ki bo v let prišel, pa bojo dali 780. Ja. Tako da njim to ustreza. Oni imajo že ta know-how narejen, izdelan. Paris Saint-Germain ga še nima. Ne. Ja, ne. On ga še išče Lovijo se, in ga bo lovijo. še dolg cajt iskal verjetno. Ne. Ja. In oni so pa idealni za to, da se hitro zmenijo. Dajmo mi predstaviti tem Parizu, kaj oni nimajo, imamo pa mene. Pa se bojo junija zmenili naprej za milijone. Ne. To je Ja. tako ne. Ja, Žali, ne. Ampak tudi je, ne, ne, tudi zelo Borussia resnice v ima tem. to, kar ima kar izdelane. Točem vejo. Ne. Pač evropski prvaki ne morajo biti. Ne. Lahko se jim poklopi enkrat na 20 let, ne. Ali pa 30, ne, zdaj se od zadnjega naslova, pa edinga je koliko 97. 97. Zdaj smo bili tako Pa- na finalu. Ne? Pa 2013 je bil ta, Ja. ta res dober finale. Ja, Z final, Bayernom. ja, so bili v finalu, Bayernom ampak niso Londonu. bili evropski prvaki. Ja. Ne. Vmes pa so imeli že vsaj Ja. dva rodova, ki bi lahko tudi Ja, mogoče ja. bili še evropski prvaki. Tam ne. Royce Gitze je tisti Ja. obetal zelo. Pač na koncu je to firma, ki pogleda na konec sezone bilance. Aha. Plus je, to je to najpomembnejše. To pa ni dvoma. Najpomembnejše. No, pa če smo že pri velikih firmah, še ena je zdaj v zadnjem kolu v velikih težavah, United proti Bayernu, sicer Bayernu, kam ima že zagotovljeno prvo mesto v skupini, ampak to mislim, da glede na to, kako spremljamo Bayern, tudi Bayern ne bo šel z levo roko. v tekmo. Na to soboto, zdaj kar je bilo. No, v še to je, soboto bo treba, v Frankfurtu. bo treba vrniti oziroma Oh. motivirani in za United to niso najboljše novice, ker United pa tudi potrebuje zmago. Ja. Tako da, ker če bi United izpadel v skupinskem delu, zna biti, da to je pa potem lahko tudi konec za Ten Haga. Kaj je bilo pa lansko leto? Drži se, Niso oni, zdaj pač oni so veličina kluba, ko bi rekel, mediji ga delajo še večjega, še zmer, čeprav to ni več, ne, to so že nakupi igralcev, vse povejo. Ne. Povej mi, s katerim igralcem poli lahko konkurirajo v Manchester Cityju, kdo od teh je igralec, ki lahko konkurira Cityju, pa še kakšen drugem, jaz sem Cityju, City je tako nad vsem, Realu. To ni, ne. S trenerjem ured, pač imel je sezono, dve, mislim, en z Ajaxom z nepreverjeno, ali je, ali ni, se ne vejo. Pa prvič, ki je šel čez mejo, pa ni nič, ne. Ja. To so klubi, ki pač presegajo en samo trenerski posel, ne. To je No, pač seveda. osebnost, moraš biti še marsikaj drugega, ne. Imajo pa tudi očitno krizo v skautingu, ne. Da ti odkrivaš igralce za 780 milijonov, pa čakaš na prvo golu v prvenstvu, ne. To je pa malo nenavadno, ne. Ja, pa še karakterno vprašljive igralce, kot saj pravim, Stein, ne, da zdaj je ta tisti, ki je odgovoren za skauting, ki pač bi mogel račune polagati šefom, ne. Zdaj pa kdo pa kako pa ne vem kdo. Ja, to. če bo prišlo do lastniških sprememb, Ja. zna biti, da bodo vsi dobili svoje Je pa izpisnice. tudi klubnarju ni za vse kvalitete. Ne? Pa Ne? tudi spet to kvalitete na tem svetu, pa tudi ni, da bi kar vsi imeli. Ne? Moraš pa tudi kaj narediti, sam ne, karkoli. Ja, ne. pa znati, kako ga poskavati, ne moreš samo zvedno kupiti najboljših, ker Ja, pač niso na voljo. Ne. Ja, pa še. Predvsem je toliko dobrih klubov, toliko ambicioznih klubov, da to ni čisto enostavno in se lahko tudi velikanom. Ja, za tak. predvsem moraš zložiti vse, tudi ljudi. Ne? Ja, Predvsem v ljudeh. Jaz pravim, zmeraj v ljudeh tista zmagovalna ali pa porazna kombinacija. nitka, tako. kombinacija. Ja. Drži. Hvala vam lepa za današnje komentarje, vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. To je to za tokratno epizodo in pa se slišimo spet naslednji teden.